Škofijska gimnazija ima kot prva vzgojno-izobraževalna enota pod okriljem Slomškovega zavoda skupaj z vsemi drugimi enotami pomembno vlogo v celotni družbi. Torej, Škofijska gimnazija želi biti poleg izobraževalne ustanove tudi vzgojna. Se mi zdi, da je ravno to danes tista prednost, tisti plus, ker danes veliko govorimo o izobraževanju, malo pa o vzgoji. Papež pravi, da danes kultura ne spremlja mladih v njihovih sanjah in jih ne spremlja v iskanju njihove sreče. Tukaj mislim ravno na to vzgojno dimenzijo. Mladi, če želimo, da bodo res lahko stopili v življenje samostojno, prevzemali odgovornost, jih je treba na to pripraviti. In zato je tukaj, kaj bi rekel, prostor, kjer mladi res nagovorjeni, se čutijo sprejete, po drugi strani pa se srečajo z vrednotami, ki človeku pomagajo, da raste. In to se mi zdi, da je tisti plus, ki ga ta zavod oziroma gimnazija prinaša v ta naš slovenski prostor. Izrednega pomena za Maribor, Štajersko in celotno Slovenijo je bilo tudi delovanje Antona Martina Slomška. Njemu je uspelo, da je uspel zamenjati ozemlja med dvema škofijama in da je dejansko potem lahko prišlo do preselitve v Maribor. Seveda je bilo takrat tudi ostalo vzdušje, mestna oblast ga je podpirala, posebej dragoceno pa je njegove učbenike za šolstvo, za šolski program za mladino. Hkrati je uvajal tudi prve čitalnice, da je poskrbel na nek način tudi za svojimi predhodniki pa za njegovimi nasledniki, da smo v tem času lahko dobili svojo državo. Sam zavod se s svojimi enotami vse bolj povezuje z mestom in drugimi ustanovami. Zagotovo ta zavod precej prispeva k kakovosti tudi nasploh slovenskega šolskega sistema. Znano je, da so zasebni šolski zavodi precej prispevali tudi kakovostni rasti javne šole slovenske. Zato je tudi z tega vidika zelo pomembno, da imamo katoliško šolstvo. Jaz sem prepričan, da bodo enako pomembno vlogo igrali tudi v prihodnje, morda se bo šolski prostor še bolj odprl. Ne moramo pričakovati, da bi imeli večino zasebnih šol v Sloveniji, ker je tradicionalno temelji vendarle na javni šoli, ampak pomembno je, da tudi javno šolo tudi vsebinsko izboljšamo, ne samo po kakovostni plati, ampak tudi po sami vsebinski plati. Zavod je seveda del mesta in edina in prva cerkvena zasebna gimnazija je bila pred 20 leti v Mariboru. Sedaj smo se že razširili tudi na več drugih enot, ki obhajajo tudi svoje 10-letnice. Tako da z mestom smo povezani, sodelujemo tako z šolskimi, kakor drugimi institucijami. V današnji družbi, v kateri manjka tradicionalnih vrednot, pojavljajo pa se nove, ima vzgoja v zasebnih cerkvenih zavodih še poseben pomen. Sodobna družba je družba tveganja, je svobodna družba, mladi so izpostavljeni takšnim ali drugačnim tveganjem, nevarnostim in pomembno je, da je ta tudi vzgojni vidik, ne samo izobraževalni, pomemben. Torej tudi vrednote, kreposti se morajo pridobiti v šoli, ne samo nauk. Ne glede na vse začetne težave v iskanju svojega prostora se je zavod razvil v pomembno šolsko in vzgojno inštitucijo, katere dijaki in učenci dosegajo lepe uspehe na raznih tekmovanjih. Štajersko regijo je ustanova prinesla drugačnost v vzgoji in izobraževanju ter s tem povišala kakovost življenja.